Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in pa ljubitelji tretjeligaškega nogometa. Pred nami je drugi polčas nedeljske tekme 13. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod med domačim Vidmom ter gostujočo zasedbo Posavje Krško. Po prvem delu rezultat začetnih 0-0. Lahko rečemo, da so bili domači v prvem polčasu boljši tekmec, na nek način več poizkušali, kar se tiče faze napada, a razen tiste prečke, ki jo je v 31 minuti stresel z roba kazenskega prostora Šeliga, kakšne večje priložnosti si niso uspeli priigrati. Na drugi strani nogometaši Posavja pa z najlepšo priložnostjo v 36 minuti, ko so prišli do 11 metrovke po dobri samostojni akciji oziroma po lepem preigravanju Žura, ga je s prekrškom v kazenskem prostoru zaustavil Zdovc, a Bajec je najstrožjo kazen zapravil, stresel je okvir vrat, prav tako prečko in ostalo je 0-0. Kot že rečeno, pa se s tem rezultatom tudi nadaljuje drugi polčas. Bomo videli, kateri nogometaši bodo na nek način uspešnejši. Jasno, Videmčani bodo iskali zadetek, s katerim bi prišli do vseh 3 točk. Pri Posavju pa bodo zagotovo že zadovoljni z eno osvojeno točko na tem težkem, zahtevnem gostovanju, za njih zelo oddaljenem. Mirno je med tem žogo vrnil Klarič proti Tomšiču, mešal se Cafuta, še vedno Tomšič. Krajnc, najvišji v skoku, domači nogometaši mirno, Ovčar proti Planšku, prekršek je storil Tomšič oziroma preoster Klarič v tem primeru. Hitro je prosti strel izvedel Ovčar, Krajnc proti Adedoji, ta na levo stran, kjer ima veliko prostora Zdovc. Zdovc je iskal Vrbaniča, umešal oziroma z izbijanjem se je izkazal v tem primeru Lokar. Rešetič proti Žuru, ta lepo prostor proti Drnovšku, še vedno Drnovšek in Adedoja v dvoboju. Mirno je vse skupaj razrešil Adedoja, golaut za vratarja Miliča. Zdovc s podajo na levo stran proti Vrbaniču, prehitra za slednjega oziroma nenatančen pri oddaji žoge. Zdovc v tem primeru avto za Posavje, hitro ga je izvedel Škoda proti Drnovšku, umešal se Zdovc v zvezno vrsto, kjer je Planšek, ta takoj na desno stran proti Ovčarju. Še vedno Planšek, lepo Planšek, dobro se je obrambo vrnil Klarič. Avt bo med tem pripadel Vidmu, izvajalec Ovčar. Ovčar proti Vrbaniču, Vrbanič z razdalje, mirno Ašič. Milič proti Adedoji. Zbija Klarič, Klarič proti Rešetiču, Adedoja je bil dovolj pozoren, vendarle za Posavje. Rešetič ni uspel zaustaviti podaje. Pri žogi Krajnc, na mestu Žur. Peklar mirno vrača Lokarju, Macur, prekršek je storil Šeliga.
Macur proti Rešetiču, ta je sprožil z voljem z razdalje brez nevarnosti za Miliča v 50 minuti, prvi poizkus v prvem oziroma v drugem polčasu. Še enkrat več lahko vse skupaj vidimo v počasnem posnetku, podaja Macurja, lep sprejem Rešetiča, nato pa slab zaključek. Najvišji v skoku Planšek, dobro, Peklar, vendarle do žoge na koncu domači nogometaši v čar vrača Planšku. Žur je videl Drnovška, umešal se Cafuta, Cafuta je iskal Čuša. Čuš uspešnejši od Drnovška, mirno Čuš vrača proti Krajncu. Ta do Planška, Planšek do Mesariča, še vedno Mesarič pri žogi. Mesarič s podajo na levo stran, kjer sta Čuš in Cafuta, do žoge Čuš. Prepušča Cafuti, Cafuta in škoda v dvoboju, avt bo pripadel domačim. Zdovc s predložkom pred vrata, mirno Ašič. Ašič nekoliko nespretno tokrat, Čuš proti Šeligi, dovolj pozoren Macur. Drnovšek v prostor je spodajal, iskal Rešetiča. Krajnc v prostor proti Ovčarju, ta do Vrbaniča. Še vedno Vrbanič v samostojni akciji, Vrbanič, žoga na koncu zadela slednjega. Preden je leta zapustila igrišče in gol out za Ašiča. Do tega obračuna je v tretji slovenski nogometni ligi vsot bilo odigranih 89 tekem. Videli smo 39 zmag domačinov in 32 zmag gostov ter 18 neodločenih rezultatov. Doseženih je bilo 297 zadetkov, 164 proti 133 je v gol razliki v prid domačih ekip, kar je 3,3 v povprečju na tekmo, kar se tiče golov seveda. Dosojenih je bilo 34 11 metrov in doseženih 10 avtogolov. Napaka Šelige, na koncu je z isto mero vrnil Macur. Planšek, še vedno Planšek proti Vrbanič, Vrbanič, še vedno pri žogi Vrbanič. Vrbanič s podajo proti Čušu. Čuš v preigravanju. Čuš pred vrata, ker je bil Šeliga. Z nekaj sreče do žoge Bajc. Bajc, Drnovšek, dvojna podaja teh dveh nogometašev. Lepo je Bajc na desni strani videl povsem samega Žura. Žur nenatančen pri podaji. Veteranske skupine oziroma veteranov, ki so na pripravah na Rogle. Glas, če bo slišali, bi vam vse povedal. Pravi, da bo zdaj igre, samo ne vem v kakšnem stanju. Planšek, pa vse igralce nogometnega kluba. Še vedno Planšek, sedmi kot za Videm. Izvajalec bo tokrat številko 5 Zdovc.
Zdovc proti oddaljenejši vratnici, žoga je preletela vse nogometaše gola od za vratarja Ašiča. Pri domačih je do tega kroga največ zadetkov dosegel Žan Planšek 6, s po dvema sledita Ade Doja in Sebastian Krajnc, po enega so dodali Žiga Tement, Alen Planšek, Marko Šegula, Rene Čuš in Miha Mesarič. Skupno so v taboru Vidma dosegli 15 golov. Napaka pri gostih na levi strani je Čuš strelja, obramba Ašiča, 8. kot za domače. Še enkrat več lahko vidimo tole obetavno akcijo in na koncu zaključek Čuša, obramba Ašiča, ki je bil dovolj pozoren na ta strel na njegovo bližnjo vratnico. Planšek proti Cafuti, še vedno Planšek in Klarič v dvoboju, Planšek. Na tleh je medtem obležal eden izmed gostujočih nogometašev, gre za številko 10 Klariča. Domači nadaljujejo z obračunom, žogo pa iz igrišča pošilja Rešetič, še vedno na teh Klarič. Sponzor nogometnega kluba Videm, Srečko Bedračev, ki je pred kratkim slavil svoj visoki jubilej Abrahama. Vidite ga dole v kotu pred športnim parkom, ker danes pripravlja pečenke. Ajde, glavo gor, ajde, fajte, ajde, daj! Ej! Še vedno na teh Klarič, ki je v prejšnjem dvoboju z Planškom prijel udarec. V igrišču se v taboru domačih pripravljata dve zamenjavi, iz igre odhajata številko 17 Vrbanič in številko 16 Šeliga, gre za oba nogometaša, ki igrata v napadu. V igro pa prihajata številko 7 Marko Šegula in številko 20 Jure Gojznik. Iz igre številka 17 Vrbanič Renato in številka 16 Šeliga Domen. Te menjavi bo prišlo do manjše spremembe na igralnih položajih. Številko 20 Jure Gojznik se je preselil na položaj centralnega branilca, v napad pa je odšel številko 15 Ade Doja. Čuš iz avta proti Ade Doji. Ade Doja znova proti Čušu. Še vedno pri žogi Čuš proti oddaljenejši vratnici, kjer je Planšek. Še vedno Planšek v preigravanju, Planšek povratna podaja proti Ovčarju, Ovčar strelja čez vrata, je sprožil Ovčar. Še enkrat lahko ta poizkus vidimo v počasnem posnetku, dobro je Planšek preigral na to s povratno podajo, zaposlil Ovčarja, ki pa je sprožil visoko čez vrata Ašiča. Najvišji Klarič, do žoge Bajc je videl tekajočega Žura, umešal
se Zdovc nekoliko na pamet v tem primeru nobenega izmed domačih nogometašev ni bilo na desni strani. Izbija Tomšič, Drnovšek proti Klariču, ta nenatančen pri oddaji žoge. Krajnc je iskal znova Planška, dobro Tomšič, Rešetič, lepo Rešetič proti Bajcu. Znova Drnovška, ta v prostor Bajcu. Od slednjega hitrejši je Mesarič, ki je pametno žogo pustil z igrišča in takole ta ostaja v posesti domačih. Golaut bo izvedel Milič. V naslednjem krogu domače nogometaše, se pravi vidim, čaka še ena domača preizkušnja. Gostili bodo Bistrico, ekipo, ki je letos, kot že rečeno, brez večjih težav na prvem mestu. Obetavna akcija gostov Žurje, še enkrat več iskal Drnovška. Dobro na mestu obramba domačega moštva. Krajncu prostor proti Adedoji, slednji v prepovedanem položaju. Nogometaši Posavja pa odhajajo na še eno gostovanje, tokrat v Prevalje na Koroško, ker jih čaka obračun proti Korotanu. Še ena težka tekma za goste, bi lahko rekli. V Prevaljah je vsakemu tekmecu vedno znova zelo težko. Prekršek Rešetiča v skoku je bil preoster nad Krajncem. Prosti strel bo izvedel Gojznik, Gojznik proti Cafuti, ta vrača Mesariču. Ovčar v bloku Bajc, v tem primeru žoga ostaja v igrišču. Še enkrat več Ovčar, tokrat proti Šeguli. Out za Videm. Cafuta na levi strani ima veliko prostora Zdovc, videl ga je Cafuta, ta znova s podajo proti Zdovcu. Zdovc s predložkom v kazenski prostor, najvišji Lokar. Krajnc uspešnejši od Klariča. Ovčar proti Planšku. Še vedno Planšek, dovolj spreten Planšek strelja zunanji del mreže, se trese in ostaja 0:0 v izdihljajih 62. minute poizkus Planška, katerega lahko vidimo še enkrat. Lepa samostojna akcija Planška, pri zaključku pa nenatančen in golaut za Posavje. Izvajalec bo številko 3 Lokar. Lokar spodaja proti Drnovšku, od slednjega višji Krajnc, vendarle out za Posavje. Tokrat bo out pripadel Vidmu, izvedel ga je Ovčar, tako je v napadu iskal Šegolo. Krajnc nekoliko srečno do posesti, še vedno Krajnc na levo stran proti Čušu. Še vedno Čuš je dobro videl tekajočega Zdovca. Dobro je bil postavljen Škoda. Rešetič takoj na levo stran proti Bajcu. Še vedno Bajc. Drnovšek v preigravanju, dovolj spreten v obrambi Ovčar, Planšek. Še vedno Planšek, prekršek je storil kapetan Drnovšek, pametno je s tem ustavil poizkus proti napada Vidma. Gojznik proti Zdovcu, Čuš s predložkom brez nevarnosti za Ašiča, ki je žogo mirno ujel.
Dobro, Ovčar. Cafuta oziroma Krajnc proti Čušu. Čuš znova proti Krajncu. Krajnc Adedoja je iskal in našel Šegulo, izbija Tomšič, out za domače moštvo. Še en out za Videm. Izbija Lokar. Planšek. Dobro postavljen Škoda. Škoda na mestu proti Žuru. Žur. Dobro je prebral namero Žura. Čuš. Mirno Čuš proti Krajncu. Krajnc takoj na desno stran, kjer se v napad vključil Ovčar. Še vedno pri posesti Ovčar. V prostor proti Cafuti. Cafuta s podajo, kazenski prostor, kjer nobeden izmed domačih nogometašev ni bil dobro postavljen. Še vedno pri posesti Videmčani. Zdovc je dobro preigral Žura. Zdovc proti Adedoji. Ta z glavo čez vrata ostaja 0-0. Teče pa 66. minuta v drugem polčasu. Znova akcija domačih v počasnem posnetku. Zdovc s premočno podajo v tem primeru proti Adedoji in še enkrat več brez večje nevarnosti oziroma brez prave nevarnosti za Aščiča. Adedoja s povratno podajo proti Krajncu, ta Cafuta vrača Gojzniku. Gojznik je na levi strani iskal Čuša, dobro postavljen Bajc, Žur, Rešetič je še enkrat s povratno podajo iskal Žura, dobro je Gojznik odreagiral v tem primeru, Planšek s prenosom na desno stran proti Adedoji. Še vedno Adedoja, Cafuta s prenosom, Bajc, mirno. Je Bajc žogo sprejel, na to nekoliko nespametno oziroma nespretno oddal. Adedoja s prsmi proti Šeguli, še vedno Šegula, prepušča Cafuti. Cafuta strelja z razdalje, žoga je še enkrat več zgrešila okvir vrat, gol-out za Ašiča. Pri Vidmu v tej sezoni največ minut odigral Gregor Cafuta, 1080 do tega kroga oziroma do te tekme seveda. Žiga Zdovc sledi s 1072, 1068 je zbral Žan Planšek, 1010 Vid Ovčar in 990 Sebastian Krajnc in Miha Mesarič. Kar se pa tiče samih nastopov pri Posavju, pa največ zbranih minut Benjamin Pirc in Jan Ašič, 1080, 990 jih je zbral Klaudijo Lokar, 935 Leon Bajc, Domen Žur, 897 ter 854 Miha Drnovšek. Out med tem za domače, oziroma za goste, seveda se opravičujem, Drnovšek je podaljšal proti Žuru, izbija Čuš. Dobro, Planšek, Gojznik vrača Planšku. Planšek v prostor proti Adedoji, slednji se je znašel v prepovedanem položaju. Daj, gremo, ajde, daj, no! Najvišji v skoku Zdovc, do posesti Peklar, Rešetič, dobro Gojznik, lepo Krajnc, prekršek Rešetiča, prosti strel za Videmčane. Teče oziroma pravkar se izteka 69. minuta v drugem polčasu, Gojznik takoj na kratko proti Cafuti.
Rezultat pa še vedno začetnih 0-0, v drugem polčasu še čakamo na tisto pravo priložnost, tako na eni kot drugi strani. Znova Adedoja, Adedoja lepo proti Čušu, še vedno Čuš vrača Adedoji. Lepo se je znašel Adedoja, Čuš je povlekel v prostor proti Adedoji, izbija Bajc, oziroma Škoda, se opravičujem, avto bo pripadal Vidmu. Izvedel ga bo Cafuta. Čuš, povratna podaja proti Cafuti. Cafuta s podajo v kazenski prostor, žoga je preletela vse nogometaše, mirno jo je ujel Ašič. Drnovšek proti Peklarju, še vedno Peklar, visoka podaja slednjega proti Bajcu, dovolj dobro postavljen Mesarič. Out za Videm, izvajalec Ovčar. Ovčar je iskal Adedojo, dobro postavljen Lokar. Cafuta proti Ovčarju, Ovčar je iskal Šegolo, vmešal se Macur, Peklar. Peklar je lepo našel Rešetiča, še vedno Rešetič pri žogi. Žur spodaja proti Drnovšku, slabo je let te žoge ocenil Ovčar. Drnovšek vrača Tomšiču, ta znova do Drnovška, dvojna podaja teh dveh nogometašev. Tomšič z razdalje. Zelo slabo je žogo v tem primeru zadev Tomšič, out za Videm. Izvedel ga bo Zdovc. Zdovc proti Čušu, spretnejši Bajc oziroma Škoda pravočasno proti Drnovšku, nenatančen pri oddaji žoge Žuru Drnovšek. Izbija Ovčar. Visoka podal napad, ker je Adedoja in Tomšič v dvoboju, prekršek Adedoje. Prosti strel za Posavje. Še enkrat več lahko ta prekršek domačega napadalca vidimo v počasnem posnetku. Z rokami si je v tem primeru pomagal Adedoja. Najvišji v skoku Mesarič. Cafuta pravočasno proti Ovčarju. Tomšič proti Macurju. Lokar, out za domače nogometaše. Nekaj raztrgane igre tako na eni kot na drugi strani v zadnjih minutah. Out za Videm pa bo izvedel Ovčar. Ovčar proti Adedoji. Zdovc proti Šeguli. Ta povratna podaja proti Zdovcu čez vrata, oziroma slabo je zaključil Zdovc v tem primeru. Še enkrat bomo ta zaključek lahko videli. Lepo sta odigrala Šegulu, na to pa nenatančen strel Zdovca. Še ena zamenjava v taboru domačih, iz igre odhaja številko 8 Ovčar, v igro pa je prišel številko 3 Alen Plajnšek.
Menjava pri domačih. Prosti strel medtem za Videmčane. Izvedel ga je Žan Planšek s prenosom na levo stran, kjer je iskal Čuša. Krajnc proti Zdovcu, znova Krajnc. Krajnc je dobro videl, kako je v prostoru tekal Adedoja. Izbija Macur. Dokončno so gosti uspeli vse skupaj izbiti. Oziroma je z izbijanjem razrešil Tomšič. Macur vse skupaj z izbijanjem razrešuje Škoda, dobro se je znašel Rešetič ob Gojzniku, dobro preigravanje, atraktiven poizkus na koncu Rešetiča, a preveč osamljen je bil v napadu ta nogometaš Adedoja proti Žanu Planšku, ta na desno stran, ker je Adem Planšek. Krajnc proti Cafuti. Še vedno Cafuta v prostor, kjer se je dobro odkrival Zdovc, še enkrat več, oziroma tokrat dovolj pozoren Bajc. V počasnem posnetku lahko vidimo prejšnjo preigravanje Rešetiča. Še enkrat na koncu pa, kot že rečeno, preveč osamljen Rešetič, da bi lahko storil kaj več razen tega atraktivnega preigravanja. Podaja proti daljnejši vratnici, kjer je bil dovolj pozoren Tomšič. Planšek, celotno žogo je v tem primeru zgrešil Planšek. Prekršek je storil Rešetič, hitro so ga izvedli domači nogometaši. Krajnc v samostojni akciji. Znova so hitro zapravili posest nogometaši Posavja, teče 78 minut, rezultat še vedno 0-0. S tem so zagotovo bolj zadovoljni v taboru gostujoče zasedbe. Gojznik takoj na levo stran proti Zdovcu. Zdovc, Krajnc proti Šeguli. Še vedno Šegula, Krajnc, Čuš, dvojna podaja teh dveh nogometašev, lepa kombinacija v tem primeru, a žoga znova nazaj proti Zdovcu. Zdovc je poizkusil strelom, znova brez nevarnosti za Aščiča. Še enkrat več bomo videli vse v počasnem posnetku. Optimističen poizkus Zdovca, ki pa je zletel visoko čez vrata Aščiča. Pri gostih je v tej sezoni do tega kroga največ zadetkov dosegel Domen Žur 5, s 3 sledi Anej Bogolin, po 2 sta dodala Timotej Rešetič in Miha Drnovšek, po enega pa Jan Klarič, Nejc Macur, Martin Škobrne, Leon Bajc in Klaudijo Lokar. Skupno so nogometaši Posavja dosegli 17 zadetkov. Prekršek Klariča. Še enkrat lahko vidimo ta prekršek gostujočega zveznega nogometaša. Prosti strel bo za Videmčane izvedel, oziroma ga je izvedel Planšek, Mesarič proti Gojzniku. Zdovc. Podajo prostor Cafute, Planšek se je znašel v prepovedanem položaju. Prosti strel oziroma
Žoga bo pripadla gostom. Kar se pa tiče rumenih kartonov, pa pri Posavju največ jih je zbral Jan Klarič, 4, po 3 sta prejela, oziroma so prejeli Timotej Rešetič, Gregor Kmetič in Matej Škoda, po 2 Domen Žura, Nej Bogolin, Leon Bajc in Martin Škobrneter, Domen Peklar. Skupno so gostujoči zasedbi v tej sezoni prejeli 28 rumenih in še nobenega rdečega kartona. Na drugi strani pri Vidmu s 3 rumenimi kartoni na prvem mestu Ade Doja, Gregor Caputa ter Renato Vrbanič. Po 2 so prejeli Rene Čuš, Marko Šegula, Žiga Temen, Žiga Zdovc, Anej Milič in Jure Gojznik. Skupno pa so prejeli 26 rumenih in že 3 rdeče kartone, le-te so dobili Ade Doja, Gojznik in Aljoša Planšek. Na hitro izveden prosti strel v taboru Posavja, dobro postavljen Zdovc, izbija Alen Planšek, vmeša se Klarič, še vedno Klarič, Klarič strelja mimo gola, nevaren poizkus z razdalje Klariča, ostaja 0-0. Dober poizkus Klariča, katerega smo lahko videli še enkrat. Žoga je zgrešila okvir vrat in tako ostaja začetnih 0-0. Izbija Lokar. Peklar je s povratno podajo iskal Škodo, ki je bil v tem primeru uspešnejši od Krajnca. Krajnc je krenil. Še vedno Krajnc v samostojni akciji, izbija Peklar. Bajc ni uspel žoge zadržati v igrišču. Ade Doja s povratno podajo proti Cafuti, ta pa premočno, nenatančno. Še enkrat več je iskal Ade Dojo, gol out za Ašiča, teče pa oziroma pravkar se izteka 82. minuta dvoboja, še vedno začetnih 0-0. Tako eni kot drugi v tem drugem delu zares niso uspeli odigrati oziroma si priigrati kakšne resnejše priložnosti. V skoku najvišji Krajnc, Žan Planšek, žoga je zapustila igrišče, out pripada Posavju. Drnovšek, nov out, tako pripada gostom. Drnovšek bo izvedbo le-tega prepustil Tomšiču. V tej sezoni je bilo pokazanih 459 rumenih in pa 29 rdečih kartonov. Na tekmah se je zbralo 9194 gledalcev, kar je 103 v povprečju na obračun. Največ zaporednih zmag ima Bistrica 6, največ zaporednih porazov pa Zreče 5. Nogometaši šampiona pa so še edino moštvo, ki v tej sezoni ni odigralo neodločenega rezultata. Najvišjo zmago pa imata Bistrica in Dravinja, obojeni 6-0. Dravinja je slednjo dosegla proti Posavju, Bistrica proti Zavrču. S klopi pa je v igro največkrat vstopil Nikola Vočanec iz Zavrča, 11-krat. Največ gledalcev pa se je zbralo na tekmah Cirkulan 1991, sledi Korotan 1892, na obračunih Bistrice 1800, na dvobojih Dravograda 1616 in na obračunih Zavrča 1565. Žur proti oddaljenejši vratnici, Mirno Zdovc s prsmi žogo vrača Miliču, ta takoj proti Krajncu, ki ima veliko prostora na sredini terena. Krajnc takoj v prostor proti Žanu Planšku, še vedno Žan Planšek v prodoru. Nanj pazi Tomšič kot 9. na tem dvoboju za Videm.
Izvedel ga bo Žan Planšek. Planšek v kazenski prostor. Dobro, Čuš, Zdovc s predložkom izbija Klarič, Žur z izbijanjem, slabo pa je vse skupaj sprejel in odreagiral Alen Planšek, out za goste. Rešetič s podajo proti Peklarju. Žur strelja, mimo gola. Nevaren poizkus Žura, ostaja 0:0. Znova lahko vidimo ta strel Žura, zelo dobro je poizkusil ta nogometaš. Vratar Milič je vse skupaj pospremil zgolj s pogledom. Vprašanje, če bi žoga zadela okvir vrat, bi po vsej verjetnosti gostje prišli do prednosti, a vendarle do tega ni prišlo in ostaja začetnih 0:0. Klarič proti Rešetiču, Gojznik mirno pušča Miliču. Podaja na levo stran proti Čušu. Čuš pred vrata, iskal je Adedojo, do žoge Žan Planšek. Planšek strelja, trese se mreža, a vendarle zunanji del ostaja 0:0. Priložnost domačih si lahko gledamo še enkrat. Podaja Čuša. Adedoja ni uspel sprejeti žoge, leta je prišla do Planška, ki pa je bil nenatančen pri zaključku akcije. Teče že 87. minuta dvoboja. Najvišji Cafuta. Krajnc in Žur v dvoboju, prekršek Žura, prosti strel bo pripadel Vidmu. Hitro ga je izvedel Alen Planšek proti Cafuti, ta vrača Gojzniku, Gojznik do Čuša. Čuš je spustil podajo proti Šeguli, še vedno Šegula strelja, kako slab zaključek Šegule v tem primeru. Adedoja je bil dobro postavljen na desni strani, a vendarle se je Šegula odločil za samostojen zaključek akcije. Tukaj pogledajte, povsem sam Adedoja, a vendarle Šegula sam in nenatančen. Prva zamenjava med tem v taboru Posavja. Iz igre odhaja številko 8 Bajc. V igro pa prihaja številko 11 Anej Bogolin. Zamenjava tudi v taboru domačih, iz igre številko 15 Adedoja. V igro je prišel številko 19 Nik Pavalec. Cafuta. Še vedno Cafuta proti Krajncu. Krajnc Šegula je iskal s podajo Pavaleca. Prekršek Alena Planška nad Žurom. Še enkrat več si lahko prekršek Alena Planška ogledamo. Udarec v spodnji del hrbta je v tem primeru prejel Žur. Še vedno je na tleh Žur, izteka pa se 89. minuta. Kot vse kaže, je pred nami najbolj nepopularen rezultat v nogometu začetnih 0:0, tako eni kot drugi pa vsaj tako je videti na oko, še samo čakajo na zadnji sodnikov žvižg. Bogolin je medtem iskal
Drnovška izbija Mesarič, out za Posavje. Drnovšek, Žur, še vedno Žur v samostojni akciji. Žur in Alen Planšek, uspešnejši Žur, do posesti Drnovšek proti Bogolinu, prekršek Bogolina nad vratarjem Miličem. Hitro je prosti strel izvedel Zdovc, takoj na levo stran proti Čušu. Čuš na mestu Tomšič, Peklar, Rešetič, znova Peklar. Prehitra podaja za Rešetiča strani Peklarja. Cafuta proti Krajncu. Krajncu samostojni akciji, dobro Peklar proti Drnovšku. Drnovšek na levo stran, kjer je Klarič. Še vedno Klarič je spodajal kazenski prostor, iskal Bogolina. Zdovc spodajal napad na pamet, pravočasno izvrat Ašič. Ostaja 0-0 in še enkrat več brez priložnosti za domače moštvo. Ašič z visoko podajo proti Bogolinu. Višje od slednjega Zdovc, izbija Cafuta. Na mestu Macur, mirno Drnovšek s prenosom na levo stran, kjer je iskal Žura, Klarič do posesti, vendarle na koncu, vendarle do žoge. Žur v prostor iskal je Bogolina, prehitra podaja za slednjega. Hitro bo gol out, oziroma ga je že izvedel Milič proti Alenu Planšku. Še vedno Alen Planšek in glavni sodnik je med tem odpiskal konec zadnje tekme 13. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod med nogometnim klubom Videm in Posavje Krško. Končni rezultat začetni 0-0, s katerim so zagotovo bolj zadovoljni v taboru gostov, ki so tako prišli do pomembne točke v boju za obstanek med tretjo ligaško konkurenco. Še enkrat pa bomo lahko videli dve najlepši priložnosti. Prva na strani domačih v 31. minuti, ko je prečko z roba kazenskega prostora stresel Šeliga, nato pa 11-metrovka za goste, katero je zapravil Bajc. Prav tako je stresel okvir vrat in kot že rečeno, ekipi sta se na koncu razšli z neodločenih 0-0. Z moje strani je bilo to vse, kar se tiče današnjega obračuna in 13. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do naslednjič.